Tretji znanstveni večer v organizaciji Novogoriške politehnike se je odvijal 8. decembra 2005 ponovno na dvorcu Zemono pri Vipavi. Predavanja, ki potekajo v okviru cikla Znanstveni večeri, sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Tokratna tretja gostja je bila dr. Jana Kolar iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, moderator večera pa profesor dr. Iztok Arčon z Politehnike Nova Gorica. Dr. Jana Kolar se sicer ukvarja z ohranjanjem kulturne dediščine. Na Zemunu je predavala na temo ohranjanje pisne kulturne dediščine. Dr. Jana Kolar je vso svojo profesionalno kariero tako kot zelo močno mednarodno povezana. Ta mednarodna njena aktivnost je pravzaprav začela že precej zgodaj, se je že srednješolsko izobrazbo pridobila v John Adams High School v Združenih državah Amerike. No, pozneje je študirala kemijo na Ljubljanski univerzi in diplomirala s temo, ki jo je opravila na Twente univerzi na Nizozemskem. Leta 90 se je zaposlila na oddelku za konzervatorstvo v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani in je bila od leta 92 pa do nedavnega tudi vodja tega oddelka. Leta 98 je doktorirala iz kemije na Ljubljanski univerzi z doktorsko dizertacijo, ki je obravnavala učinke konzervatorskih postopkov na stabilnost celuloze. No in za raziskovalno delo na tem področju je skupaj s sodelavci leta 2002 prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke. To je skupaj z doktorjem Matijo Strličem in profesorjem Borisom Pihlerjem. Namreč za raziskovalno delo na področju ohranjanja in restauratorstva historičnih dokumentov s pomočjo sodobnih analitskih metod in tehnologij. Tako da lahko rečemo, da je naša predavateljica današnja mednarodno uveljavljena raziskovalka. Na to kažejo številne objave v uglednih mednarodnih revijah, pa tudi zelo pogosta citiranost njenih del. Mednarodna aktivnost se kaže pa tudi v tem, da je koordinator pri mednarodni organizaciji za ohranjanje grafičnih dokumentov, ki deluje v okviru Mednarodne zveze muzejev. Poleg tega je pa tudi koordinator številnih ali pa večjih evropskih projektov, med njimi nekaterih precej velikih, enega od takih v 5. okvirnem programu EU, enega tudi v 6. pa projekte kot so Eureka in Kost. In njena aktivnost sega tudi na področje uredništva, je urednica mednarodne revije Preservation Science in članica uredniškega odbora pri ravno tako mednarodni reviji Restaurator. Rad bi poleg te tako rekoč ugledne mednarodne aktivnosti in dejavnosti raziskovalne omenil pa še eno aktivnost, ki je tudi po mojem zelo pomembna, namreč njeno prizadevanje za popularizacijo znanosti v Sloveniji. Namreč preko Slovenske znanstvene fundacije organizira in vodi delavnice na področju komuniciranja v znanosti. Te delavnice so namenjene raziskovalcem, zato da se izobrazijo oziroma pridobijo znanje, kako posredovati svoja odkritja širši javnosti, kar je en izmed pomembnih dejavnikov, na katero raziskovalci včasih tudi malo pozabljamo. Mogoče toliko za enkrat, jaz bom besedo prepustil današnji predavateljici. Hvala za to precej izčrpno predstavitev. Predvsem se bomo ukvarjali z našo pisno kulturno dediščino. Namreč ljudje smo od nekdaj želeli dogodke in svoje misli zapisati in jih na ta način posredovati naši okolici, pa tudi našim zanamcem. Eni od prvih takih zapisov so na primer ohranjeni v jamah, stari več 10 000 let. Ohranjeni pa so predvsem zato, ker so bili na obstojnih materialih, v tem primeru na kamnu, izrisani z obstojnimi pigmenti in hranjeni pri dobrih pogojih, se pravi, niso bili izpostavljeni dežju, bili so lepo na konstantni hladni temperaturi in ljudje niso prav pogosto zahajali v te jame.
Prvi zapisi, eni od najstarejših ohranjenih zapisov, so na glinenih ploščicah. Namreč na področju Mezopotamije, na področju današnjega Iraka, so ljudje posegli po tistej pisni podlagi, ki so jo imeli okoli sebe največ. Med rekama Evfrat in Tigris je bilo to pač blato. Zato so z paličicami vtisnili svoje črke v mehko blato in ga nato sušili na soncu. Ker je bil zapis podoben klinom, ga tudi imenujemo klinopis. Te ploščice so za razliko od današnje gline še precej neobstojne, namreč niso bile žgane, v začetku niso bile žgane, ampak so bile samo sušene na soncu. In to je eden od prvih ohranjenih zemljevidov iz leta 600 pred našim štetjem. Tole predstavlja Babilon. Istočasno, že nekaj tisoč let pred našim štetjem, pa so v delti Nila uporabljali drugo pisno podlago. In to pisno podlago, ki je prva, precej sorodna današnji glavni poglavitni pisni podlagi papirju. V delti Nila v Egiptu je bilo namreč precej papirusnega trsa, ki ga imamo predstavljenega tukaj, ravno ko ga obirajo, katerega stebla so nato narezali na trakove, jih zložili enega zraven drugega, ter vse skupaj posušili, lepili list zraven lista in tako dobili zvitke. Taki zapisi so še danes ohranjeni predvsem zaradi tega, ker so bili hranjeni pri dobrih pogojih. Namreč najbolj pogosti zapisi na papirusu so knjige mrtvih. To so bile navodila mrtvim, ki so jih dali umrlim v grobnico, z navodili, kako se obnašati v posmrtnem življenju. In teksti so bili praktično identični, ohranili pa so se te zapiski predvsem zaradi tega, ker so bili hranjeni v grobnici, zopet jih ni nihče uporabljal, bilo je hladno, niso bili izpostavljeni svetlobi, dežju, požigom in podobnem. V Evropi, kljub temu, da je bila papirus prevladujoča pisna podlaga, tudi po celotnem Sredozemlju, tudi v Evropi, vse nekje do 4. stoletja našega štetja, pa se pravzaprav ni ohranil. Zelo redko, kateri delčki zapisov so se ohranili, predvsem zaradi tega, ker so bili hranjeni pri drugačnih pogojih. Ohranjena slika iz Pompejev nam kaže Pompejca z papirusnim zvitkom v rokah. Namreč pri tem so želeli prikazati, da je bila ta družina izobražena. Kot vidite, tu gospa piše na voščene tablice, medtem ko on v rokah drži papirus. In prav te voščene tablice so bili prvi predhodniki današnje oblike knjige. Namreč, kot so rekle, so papirusne zvitke hranili v obliki zvitkov. In recimo Iljada in Odiseja sta bili napisani na več kot 50 metrih teh zvitkov. In te zvitki so bili ponavadi v lončenih loncih, nato hranjeni v, na primer, knjižnicah. Aleksandrijska knjižnica jih je imela malo manj kot 1 milijon, okoli 700.000 zvitkov. Kot veste si, Aleksandrijska knjižnica je še danes znana po tem, da so si Ptolomejci v Egiptu tedaj prizadevali, da bi zbrali na enem mestu celotno, tedaj znano znanje iz sveta. Zato so dejansko tudi vse ladje, ki so prispele v Aleksandrijo, pregledali in zaplenili, odtujili za nekaj časa vse knjige oziroma svitke, ki so jih našli na ladji. Odtujili so jih za en teden, zato da so jih prepisali in zadržali originale, prepise pa vrnili. Proti zelo visoki varščini so si od Grkov izposodili originalna dela Aeschila, na primer, in jih tudi niso nikoli vrnili. Žal knjižnica ni preživela. V urnih časih jo je večji del zgorel.
Papirus je že okoli našega štetja, začetka našega štetja, papirusu je začela konkurirati druga pisna podlaga, ki se imenuje pergament. Namreč druga največja knjižnica v tedanjem času je bila v mestu Pergamu. In po legendi, ravno zato, ker so tekmovali za isto gradivo, za iste knjige z Aleksandrijsko knjižnico, Egipčani prenehali izvažati papirus v Pergam, ker pač niso želeli, da bi na ta način spodbujali pisanje in pripisovanje knjig v Pergamu. Druga, verjetno nekoliko bolj verjetna razlaga je, da so dotok papirusa v Pergam pogosto prekinili gusarji, ker je bil papirus izjemno dragoceno blago in so ga potem prodali kam drugam. Vsekakor, dejstvo je, da so morali v Pergamu poseči po novi pisni podlagi in zopet po tisti, ki jo je bilo okoli njih dovolj. V tistem času so imeli dovolj drobnice, tako da so začeli izdelovati pisno podlago pergament iz živalskih kož. To niso bile samo ovce, krave, svinje, ampak tudi divje živali, kože divjih živali. Pergament ni strojena koža. To so nestrojene kože živali, ki so jih nekaj tednov v odvisnosti od letnega časa namakali v gašenem apnu, v nasičeni raztopini kalcijevega hidroksida in jih na to, tu imamo inicialko iz stare knjige, iz kodeksa, in tu zadaj vidite to je izdelovalec pergamenta, ki je tu potem to kožo, ki jo je nekaj tednov namakal v alkalni raztopini, na to napel na ogrodje in počakal, da se tako posuši. Tale nož, ki se je imenoval Luna nož, mu je služil za to, da je iz kože odstranil preostanke dlak, mesa in drugih ostankov, če so bili še tam. Te pergamente, kože je bilo potrebno sušiti pod pritiskom, tako da so bile raztegnjene, zaradi tega, ker je drugače preveč prosojen. No in potem vidimo, da ga je že prodajal menihu. Tudi papirus so lahko hranili v zvitkih. Tudi pergament so lahko hranili v zvitkih, vendar je pergament kot material ima povsem drugačne lastnosti kot papirus. Predvsem je bolj trd, za vlago se bolj širi in krči in zato se je izkazalo, da je za pergament bistveno boljša oblika knjige. Take podobne knjige, kot jih poznamo danes. In tu vidimo v skriptoriju, to je iniciala, ki prikazuje meniha, kako si riše črte za zapisovanje na pergamentnem listu. Tu pa prav tako en menih že piše. Kot vidite, je to pergamentna koža, tukaj skozi je bila prej noga, jasno, to je potem odrezano. In enostavno so pisali okoli lukenj, če je bilo pa samo raztrgano, so pa tisti del zašili. To, kar je zanimivo na tej risbi, je tudi to, da vidite kot prvo, da so knjige v samostanjih vezali v knjižne oblike, ki so sorodne današnjim. Poleg tega pa vidite, so imele sponke, imele so tudi težko okovje in na policah niso bile zložene tako, kot jih imamo danes. Namreč knjižne police so pričeli uporabljati v 17. stoletju. Tako da je dejansko verjetno samostanskih skriptorij izgledal verjetno približno takole, morda nekoliko bolj urejeno. Knjižna oblika je bila pogojena z materialom pergamenta. S tem, da so lahko prepognili liste in pole sešili v knjižni blok, so lahko pričeli izkoriščati obe strani materiala, kar pri papirusu ni bilo možno. Pergament namreč tudi
dovolj hidrofoben, premalo pije črnila, tako da so enostavno dejansko lahko izkoriščali obe strani, kar pri papirusu dejansko bi pronicalo skozi material. Sponke so bile na teh knjigah nujno potrebne, zato ker je pergament dovolj močen in neraven in močno se giblje, njegove dimenzije se močno spreminjajo z relativno vlago v okolici, zato je knjiga lahko ostala zaprta v obliki samo tedaj, ko smo jo zapeli z sponkami. Zato pa, da so lahko pritrdili sponke na platnico, je morala biti pa platnica iz trdega materijala in ponavadi so zato porabili kar les. Zato so te starejše knjige, vezave v teh starejših knjigah precej porabijo za izdelavo precej časa. Meni je ena knjiga vzela 14 dni, izurjenemu knjigovezu pa verjetno kakšen teden, ker je imel slabše orodje za obdelavo lesa kot jaz danes. Pergament je prevzel vlogo poglavitne pisne podlage v Evropi nekje od 4. stoletja dalje. Namreč kot svojo pisno podlago ga je prevzelo krščanstvo in s prevlado krščanstva v Rimskem imperiju je prevladal tudi pergament nad papirusom. Vendar pa se je s prevlado krščanstva izdelava knjig za nekaj stoletij preselila predvsem za samostanske zidove. In v tistem času so nastale to, kar danes imenujemo najlepše knjige vseh časov, to so bogato iluminirani pergamentni rokopisi. V vezavah, katere številne so ravno zaradi svoje obstojnosti v precej dobrem stanju še danes. Papir so kot pisno podlago začeli izdelovati na Kitajskem. In to okoli začetka našega štetja. Ker je imel številne prednosti pred drugimi pisnimi podlagami, je bila izdelava papirja konkurenčna prednost določene civilizacije. Zato so skrivnost izdelave papirja tudi skrbno varovali pred svojimi sosedi. In to je tudi glavni, poglavitni razlog, da je iznajdba papirja v Evropo potovala 1000 let. V 13. stoletju so se v Evropi pojavile v srednji Evropi pojavile prve papirnice, kjer so izdelovali ročni papir. S tem, da je bila izdelava papirja zelo podobna, še vedno v principu zelo podobna izdelavi teh zgodnjih papirjev na Kitajskem. To je prikazano na tej sliki. Papir so izdelovali iz starih cunj. Ta osnovni material je po sestavi podoben papirusu. Namreč stare cunje so večinoma, tedaj so uporabljali konoplene ali lanene, kasneje tudi bombažne cunje. In poglavitna sestavina tega materiala je celuloza, to je polisaharid, ki je sestavljen iz molekul glukoze vezanih, več tisoč njih vezanih eno na drugo. Te stare cunje so nato razvlaknili in to suspenzijo v vodi speljali v bazen, kjer so z mrežami zajemali vlaknine. Voda je odtekla, papir pa je ostal na mreži in potem so ga zlagali na kup in sušili. Ta gospod tukaj pa mislim, da predvsem za stimulacijo skrbi. Če pogledate ročni papir proti svetlobi, boste videli, da se še vedno pozna ta tipična struktura mreže, s katero so zajemali papir. V Evropi pa je tipično, da imamo tudi vodne znake. Vsaka papirnica je na mrežo dodala svoj vodni znak, ki je bil tipičen samo za njih. In s tem so lahko povedali, kdo je pravzaprav tisti papir izdelal. Ker se je to pojavilo v Evropi že takoj, ko so začeli delati papir in ker ga je uporabljala vsaka papirnica, je uporabljala svoj znak
In ker so vsakih nekaj let ta znak z mrežami skupaj tudi zamenjali, lahko danes iz teh znakov ugotovimo, kdaj je bil določen papir izdelan. Obstajajo baze podatkov v nekaterih knjižnicah po svetu, ki se ukvarjajo predvsem z zbiranjem teh različnih znakov, da potem lahko dejansko tudi datiramo nekatere papirje. V Evropi so poleg tega vodnega znaka uvedli že v 13. stoletju v Italiji še eno inovacijo, po čemer se je evropski papir že takoj na začetku na to razlikoval od kitajskega. Papir so začeli klejiti s klejem, od tod tudi pride beseda klejenje. Namen tega, da so že izdelan list na to namočili v toplo raztopino želatine, je bil predvsem ta, da so naredili površino papirja bolj nepropustno za vodo in torej tudi za črnila. In zato so lahko papir uporabljali z obeh strani. Za razliko od Kitajcev, namreč neklejen papir je tako kot pivnik. Veste, da kot pisna podlaga ni preveč uporaben. Papir je prevzel poglavitno vlogo, kot poglavitna pisna podlaga, se je v Evropi uveljavil predvsem po izumu tiska. Namreč tiskanje, kljub temu, da je tudi Gutenberg nekaj svojih Biblij natisnil na pergament, se je izkazalo, da je papir zaradi svojih mehanskih lastnosti za tisk bistveno bolj primeren. Zato so od 15. stoletja dalje knjige izdelovali predvsem na papir. Kot veste, pri papirju ne potrebujemo težkih lesenih platnic in ne potrebujemo sponk, zato da knjiga lahko normalno stoji na polici oziroma da se ne odpira sama od sebe, ko leži na mizi. In to je ključno vplivalo tudi na vezave, knjižne vezave. Namreč, ni bilo več potrebno izdelovati lesenih platnic, namesto njih so uporabljali makulaturne pole. To so bile tisti odvečni listi, potiskani listi, ki so ostali v tiskarni po tisku knjige. Te so polepili z želatino, stisnili in tako dobili platnico, lepenko. To so lahko na to oblekli v bogato, v tistem času še bogato dekorirane materijale. Tale je sicer usnjena, tale je pa že na tekstilu, iz 17. stoletja, s tem, da so naprimer tu sponke samo še okras, prav tako tudi kovinsko okovje. Samo še za dekoracijo, ker strukturne vloge to pri knjigi ni imelo več. In od tega časa dalje so knjige dejansko po vezavi zelo podobne današnjim. Lahko si mislite, da sploh po izdelavi, ko so začeli knjige tiskati, da je nastalo zelo veliko pomanjkanje po vlakninah. Namreč starih cun ni bilo dovolj, da bi iz njih izdelali ves tist papir, ki so ga potrebovali za vse knjige, ki bi jih želeli natisniti. V prvih 50 letih po izumu tiska, okoli leta 1450, so namreč natisnili okoli 10 milijonov knjig, kar je izjemna številka glede na prejšnja stoletja. In to so tiste knjige, teh prvih 50 let, ki jih imenujemo kot zibelka tiskarstva, nosijo ime inkunabula. Ker je povpraševanje po papirju močno naraščalo, so kot prvo želeli pričeti papir izdelovati hitreje. Zato so sploh za industrijsko revolucijo, so dejansko lahko tudi izdelali stroje za izdelavo papirja. In iz papirja, ker se je izkazal za primeren material, so izdelovali v tistem času že tudi številne druge stvari. Naprimer, iz leta 1870 vemo, da je en proizvajalec v Ameriki izdelal 50 milijonov papirnih ovratnikov za gospodične v tistem času na leto. Seveda krp starih ni bilo dovolj.
Zato je zelo zanimiv tudi zapis iz leta 1855, ki govori o tem, da je princesa iz zbirke pokojnega gospoda Pettingrowa, ki je bila povita, mumija, povita v 40 plasti, dala 36 metrov fine surovine za izdelavo papirja. Mumijo so uvozili iz Egipta, zato da so jo lahko uporabili za izdelovanje papirja. Izjemno pomemben napredek je bil zato ne samo strojna izdelava papirja v 18. stoletju, temveč to, da so pravzaprav ugotovili, da lahko papir v 19. stoletju, da lahko papir delajo iz lesa. Najprej so uporabljali kar samo mleto lesno maso, to je ta tipičen, tako imenovani lesovinski papir, ki je danes tudi najbolj poškodovan. Izgleda po barvi zelo soroden lesu, ker je pač dejansko pretežno mlet les. Kasneje pa so hitro že iznašli tudi načine, kako celulozo v pretežni meri izolirati iz lesa, v katerem jo je približno 50%. In to je poglavitni procesi za proizvodnjo celuloze tudi danes. Še vseeno pa so imeli težavo z enim postopkom. Torej, sedaj imeli so dovolj vlaknin, imeli so stroje za izdelavo papirja, vendar so morali še vedno, ko so papir izdelali, vsak list posebej poklejiti v raztopini želatine. Namreč ta proces ni bil združljiv z strojno izdelavo papirja. Zato je bilo izjemnega pomena, da so ugotovili, da lahko dejansko klejijo papir v masi, se pravi, da kar v to suspenzijo vlaken v vodi dodajo umiljeno smolo in jo nato na vlakna oborijo z aluminijevim sulfatom, s kislino. In na ta način so po procesu, ki se imenuje klejenje v masi, poklejili papir brez želatine, medtem ko so ga na stroju po tekočem traku izdelovali. Proces ima samo eno slabo stran, namreč predvsem eno slabo stran. Celuloza sodi med izjemno obstojne organske materijale, med ene izmed najbolj obstojnih organskih materijalov. Lanene krpe po nekaj tisoč letih so še vedno uporabne in še vedno v sorazmerno dobrem stanju. Uporaba kislin, aluminijevega sulfata, ki v vodi deluje kislo, pa povzroča tako imenovano hidrolizo celuloze, kar pomeni, če sem prej rekla, da je celuloza sestavljena iz več tisoč molekul glukoze, sladkorja, ki so vezani eno na drugo, kisline povzročijo cepitev med temi glukoznimi enotami in tako postaje iz dolge molekule, dobivamo vedno krajše. In to vpliva na mehanske lastnosti papirja, ki postaja vedno manj elastičen in vedno bolj krhek in začne se drobiti. Žal se to lahko zgodi že po 50 letih. In splošna ocena je, da ta sodobni papir, ki so ga izdelovali po tem postopku nekje pretežno od leta 1850, pa vse do okoli 1990, se pravi skoraj 150 let, da je njegova trajnost, uporabnost zaradi tega, ker postane krhek, omejena na okoli 150 let. Kar pomeni, da bomo našim zanamcem prav gotovo še lahko ohranili srednjeveške kodekse. Ne bomo pa mogli verjetno ohraniti zapisov, ki so nastali v našem času, v naši generaciji in zapise naših dedkov. Prav ta čas, zadnjih 150 let, pa je tudi najbolj produktiven. In naprimer, če govorimo o Narodni in univerzitetni knjižnici, ocenjujemo, da je okoli 80% ali več našega gradiva na tem papirju. Se pravi, na tem papirju, katerega trajnost je omejena na 150 let. Zato tudi intenzivno iščemo različne možnosti za rešitev tega gradiva. Poleg samih pisnih materijalov pa je že od začetka, ko so začeli uporabljati prvo
fleksibilno pisno podlago, to je papirus, izjemno pomembno tudi črnilo. Zato bomo naslednjih 15 minut posvetili sestavam historičnih črnil in njihovemu vplivu na pisno podlago. Prvo, najstarejša črnila so bila izdelana zopet iz materialov, ki so bili ljudem v tistem času dostopni. To so bile na primer saje, ki so bogate z ogljikom, ki so jih dispergirali v vodi in dodali vezivo. Na primer gumi arabicum, arabski gumi ali klejivo, klej ali kaj podobnega. Na ta način je izdelanih tudi večina črnomorskih kumranskih rokopisov, ki so nastali nekje med 3. stoletjem pred našim štetjem in 1. stoletjem našega štetja. Pisna podlaga teh kumranskih črnomorskih zapisov je različna. Večinoma so nestrojene živalske kože, nekaj pa je tudi papirusov. To je en zelo slabo ohranjen fragment, medtem ko je večji del, pretežen del teh ohranjenih črnomorskih zapisov v boljšem stanju. Tudi črnilo jih ni poškodovalo, ker je bilo predvsem na osnovi saj, ki podlage ne poškodujejo, ker je pretežno sestava ogljik, ki je precej inertni. Za razliko od tako imenovanega železotaninskega črnila, ki so ga sicer poznali že od antike dalje, vendar so ga pretežno začeli uporabljati na mesto črnila iz saj, tedaj, ko se je pričel uveljavljati pergament. Namreč pergament vsebuje precej maščob in to črnilo se je bistveno, ker se lahko vpije v pergament, je bilo za to podlago bistveno bolj primerno. Na tej sliki je prikazan ohranjen Arhimedov palimpsest. Palimpsest se imenuje prepis, imenujemo dokument, s katerega so odstranili prvotni zapis in na katerega so nato na novo zapisali tekst. V tem primeru se pod tekstom iz 13. stoletja, verskim tekstom iz 13. stoletja, skriva edini ohranjeni prepis Arhimedovih metode teoremov iz mehanike. In ta prepis je nastal v 10. stoletju. Seveda je precej težko razbrati, kaj je zapisano pod enim drugim zapisom. In zato uporabljamo danes številne spektroskopske tehnike. Za branje tega so na primer uporabili kar rentgenske žarke iz sinhrotrona, namreč črnilo, izvorno črnilo je bilo bogato z železom, ker je bilo železo taninsko, za razliko od črnila iz saj, s katerim je bil zapisan drugi zapis čez njega. Železo taninsko črnilo je bilo znano od antike in barvno reakcijo je opisal že Gaj Plinij II. Namreč v svojih zapiskih, v svojem zelo obsežnem delu, o katerem sicer govori tudi o ljudeh s pasjimi glavami, najdemo tudi zapise, da čevljarsko črno, to je bil železov 2 sulfat, naredi črno barvilo za barvanje usnja. In da na primer papirus, ki ga namočimo v tanine, se obarva črno, ko pride v stik z železovimi solmi. Pri tem pa opiše tudi 3 načine, kako se izdeluje železov 2 sulfat. Namreč prav izdelava železovega 2 sulfata je bila tudi ena od teh najstarejših kemijskih industrij. Zgodni recept za železo taninsko črnilo najdemo ohranjenega iz leta 420. Železo taninsko črnilo potrebuje za barvno reakcijo 2 osnovni sestavini. Železo in tanine. Tanini
izraz tanini pride iz keltske besede za hrast. Namreč hrastovem ljubju je precej hidrolizabilnih taninov, prav tako naprimer v granatnih jabolkih, v šiškah. Tanini so v bistvu splošni izraz za polifenole. In polifenolov poznamo predvsem, poznamo dve vrsti teh rastlinskih polifenolov. Njihova skupna lastnost je, da vežejo in oborijo proteine, zaradi česar so se že od antike uporabljali za strojenje usnja. In zato je Plinij rekel, zato je Plinij železov sulfat imenoval kot črno barvilo za barvanje usnja. Namreč kože so strojili s tanini, torej so vsebovale tanine, in če so potem dodali na to železov sulfat, so dobili črno barvan kompleks, kar je seveda usnje obarvalo črno. Poznamo dve vrsti taninov, tako imenovani hidrolizirajoči, so sestavljeni predvsem iz galne kisline, ki je vezana na molekulo sladkorja in ki v prisotnosti šibkih kislin hidrolizira. Medtem ko so kondenzirani, sestavljeni predvsem iz flavonov. In večinoma v vinu, naprimer, in v čaju imamo to vrsto taninov. Za železogalna črnila pa so potrebovali to vrsto. In izkazalo se je, da je največja koncentracija teh taninov, nekje do 70%, v hrastovih šiškah. To veste, kaj so hrastove šiške. Tvorijo ose šiškarice. Jih tvorijo na hrastovih vejicah in to v nekaj letih zrastejo na hrastu take tvorbe, ki jih imenujemo šiške. Znotraj so zarodki ose šiškarice, ki v nekaj letih odletijo. Poleg hrastovih šišk, ki so jih naprimer zdrobili in potem iz njih ekstrahirali tanine, so dodali železov 2 sulfat, to je vitriol, in arabski gumi. To je bilo, naprimer, tako je bilo tudi ta recept, naprimer, ki ga poznamo iz knjige Skrivnosti iz 16. stoletja. Lastnost tega črnila je, da je kot prvo kislo, in kakšen je vpliv kislin na celulozo, smo slišali že prej pri sodobnem papirju. Vsebuje pa tudi veliko količino železovih 2+ ionov, ki katalizirajo oksidacijo. In na ta način povzročajo razgradnjo številnih železovi 2 ioni, razgradnjo številnih organskih materialov, tudi nas samih, namreč številne bolezni so povezane prav z reakcijo oksidacije, ki je zelo podobna razgradnji celuloze. Rezultat, posledica teh črnil je, da naprimer, medtem ko je tiskana knjiga Gutenberga iz leta 1454 v sorazmerno dobrem stanju, ker je bilo tiskarsko črnilo na osnovi saj, pa mešanica kislin in železovih ionov močno razgradi celulozo in zato negativno delujejo tudi železotaninska črnila. Vpliv kislin smo si že pogledali, tole vam je pa verjetno znano, če ste svoje papirje, ki ste jih speli z kovinskimi sponkami, izpostavili vlažni atmosferi. To so podobne poškodbe, ki jih te železovi ioni na to povzročijo na celulozi, ko nanesemo črnilo. V začetku, ko nanesemo črnilo, železotaninsko črnilo na papir, je modro-črne barve. In se takoj začne razgrajevati, najprej samo sebe. Pri tem postane rjavo. Kisline migrirajo skozi papir in tu vidimo zaradi razgradnih produktov že iz hrbtne strani na Rembrandtu obraz angela, ki je že močno viden na drugi strani. Migrirajo tudi železovi ioni, poškodba je vedno večja, dokler
ni papir povsem krhak in se začne drobiti. V takem stanju so ne samo risba Rembrandta, ampak naprimer Leonarda da Vincija, ki predvsem pri prosevni svetlobi vidimo, da vsebuje že številne razpoke, ali pa naprimer zapisi Johana Sebastiana Bacha ali Galileja Galileja, ki so že povsem uničeni in jih pravzaprav sploh ne moremo več razbrati. Tisto, kar je problematično, je, da je bilo to najbolj popularno črnilo nekje od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Niso ga uporabljali samo Leonardo, Michelangelo, Rembrandt in drugi mojstri, temveč je bilo zakonom predpisano za izdelavo vseh arhivov. Tako da so kilometri in kilometri arhivov iz tega časa pisani s tem korozivnim črnilom. In v evropskem projektu, ki smo ga nedavno končali, smo si zadali nalogo, da razvijamo metodo, s katero bi lahko podaljšali življenjsko dobo papirjev, ki vsebujejo ta korozivna črnila. Princip je precej enostaven. Rekli smo, da so problem kisline. Torej, moramo papirju dodati alkalije. Poleg tega so tam korozivni železovi ioni, ki povzročajo oksidacijo in proti oksidaciji se tudi v našem organizmu borimo z antioksidanti, kot so vitamin A, E, C in tako dalje. Žal za papir niso primerni, zaradi tega, ker so ponavadi zelo močno obarvani ti vitamini. Razen vitamina C, ki pa ni obstojen na kisiku. Torej, postopki stabilizacije bi lahko bili naprimer vodni ali nevodni, tako da naprimer z nevodno raztopino organskega topila v papir vnesemo tisto našo bazo in antioksidant, za katere še sicer ne vemo, kateri bi bili dobri v tem trenutku, ampak teoretično smo se odločili, da vode ne bomo uporabljali. Namreč, cele knjige ne moremo potopiti v vodo, zaradi tega, ker bo vezava razpadla. Poleg tega je vodni postopek povsem neprimeren, če želimo obdelati neke tisoče kilometrov polic. Namreč vodo je zelo težko posušiti iz papirja, zaradi tega, ker ima precej visoko vrelišče. Potem ne moremo lokalno nanesti in stabilizirati samo en del, naprimer, tako bi izgledali, če nanesemo kapljico vode na kopijo zapisa Prešerna, to ni original Zdravljice, ki je tudi, original je prav tako s tem pisan z železotaninskim črnilom. Poleg tega pa je so številna barvila občutljiva na vodo. Zato smo se odločili, da uporabimo kar takole komoro, v katero lahko zapremo nekaj tisoč knjig hkrati in jih potem zalijemo z nevodnim topilom, ki vsebuje baze in antioksidante in to potem v 2 urah lahko vzamemo ven liste knjige, ki izgledajo tako kot pred postopkom, samo da niso več kisle, ampak so alkalne in da vsebujejo antioksidante, zaradi česar so mnogokrat bolj obstojne. Dobro. Kakšno alkalije bomo dali v nevodno topilo? Že vemo, namreč postopek je v določeni meri že obstajal. Glavni problem pa so bili antioksidanti. In tole si predvsem poglejte kot risbo. Če je tole naša molekula celuloze, ki se oksidira s kisikom, nastane peroksid. Peroksid se nato razgradi z kovinskimi ioni, naprimer železovim 2+ ali bakrovim 1+, pri čemer nastajajo te izjemno reaktivne spojine, radikali, ki nato povzročijo ciklično razgradnjo organskega materiala. In če želimo izbrati ustrezni antioksidant, lahko verigo prekinemo s tako imenovanim razgrajevalcem peroksidom, ki bo razgradil peroksid tako, da ne bo tvoril radikale. Lahko dodamo kompleksant, ki bo kovinski ion obdal naprimer s kompleksom, ki ne bo več sposoben reakcije s peroksidom. Ali pa dodamo lovilce radikalov, ki bodo ujeli te radikale in tako zaščitili molekulo celuloze. Izbira
vrste antioksidantov, pa je odvisno od tega, kakšne kovine imamo mi v papirju. Zakaj bi pa imeli pravzaprav kovine v teh črnilih, kakšne druge kot železo? Ne? Železo vem, da imamo, saj smo pravzaprav štartali železo taninskim črnilom. Problem je v tem, da kemikalije v srednjem veku k nam niso prišle v tako čisti obliki, kot jih naročimo danes. In naprimer že številnih zgodovinskih receptov, ki smo jih pregledali v projektu, lahko vidimo, da naprimer v enem so rekli, da mora biti vitriol, to je železov sulfat, nebeško modre barve. Železov 2 sulfat, ki bi ga morali uporabiti za črnila, je svetlo zeleno moder, medtem ko je bakrov sulfat dejansko nebeško moder. In ukolikor se barva neba v teh nekaj stoletjih ni bistveno spremenila, bi večina ljudi verjetno se odločila za tale sulfat. V nekem drugem receptu vidimo, da poleg tako imenovanega koperasa, ki je zeleni sulfat, zahtevajo dodatek modrega vitriola, ki je bakrov sulfat. In poleg tega, naprimer v tretjem receptu, pa ta recept izključno zahteva, da mora biti železov sulfat brez bakra, kar nam prav tako pove, da je pravzaprav velika verjetnost, da so bakar pravzaprav takrat pričakovali, da bi bil zraven. Nam je pa to izjemno pomembno, kakšno kovino imamo v papirju. Namreč od tega je odvisno, kakšen antioksidant bomo vzeli. Bakar lahko reagira namreč zelo podobno kot železo. In to je bila tudi naša poglavitna skrb v tem primeru. Zato smo si pogledali, kako so izdelovali v zgodovini železov sulfat. In naprimer že Plini nam je povedal, da so v rudnikih, da v rudnikih so po stenah tekle vode, bogate z železovim 2 sulfatom, ki so jih zbirali v čebrih in nosili v bazene, kjer je sonce odhlapilo vodo in kar je ostalo, je bil železov 2 sulfat. Eno takih najbolj pomembnih rudnikov v Evropi, ki je z vitriolom, železovim 2 sulfatom zalagal skoraj celotno Evropo, je bil rudnik v Ramelsbergu poleg Goslarja v Nemčiji, ki je danes UNESCO-va svetovna dediščina. In seveda smo si morali to tudi pogledati v naši skupini raziskovalcev. In te stene, po katerih je tekla voda bogata z vitriolom, ki so jo zbirali in nato sušili, izgledajo takole. To, kar je zanimivo, je, da najdemo na teh stenah pravzaprav, že po barvah lahko sklepamo, verjetno vse od tega, razen železovega sulfata, železovega 2 sulfata. Namreč, ta se v prisotnosti vlage in zraka oksidira v sulfate, ki so rumeni, in mešane okside in hidrokside, ki so rjavo-rdeči. To je to tu. Tako da dejansko že iz slike lahko sklepamo, da lahko pričakujemo po načinu izdelave, kakršnega so uporabljali, precejšno mešanico kovin. In zato smo se mi odločili, da bomo dejansko pogledali več kot 100 dokumentov in določili, kakšne kovine so v teh historičnih dokumentih na področju, kjer je bilo nanešeno železo taninsko črnilo. Na vsakem listu smo si izbrali 5 točk, kjer je bilo črnilo, in potem še 3 mesta, kjer ga ni bilo, da smo lahko primerjali koncentracije. Kot metodo smo si izbrali metodo, ki se imenuje na kratko PIXE. To je protonsko vzbojena emisija rentgenskih žarkov. Tehnika je v principu precej enostavna. Imamo vir protonov, ki jih pospešimo, in ko padejo na naš material, izbijajo elektrone in potem ta mesta iz notranjih orbital in ta mesta zapolnijo elektroni iz višjih orbital, pri tem pa pride do sevanja tipičnih X žarkov in iz izmerjanja teh lahko določimo, kateri element in v kakšni koncentraciji je tam. Na inštitutu Jožef Štefan linija zgleda takole in tukajle na koncu je naš dokument. Takole. Rezultat je bil zelo zanimiv.
v številnih črnilih je bilo skoraj toliko bakra kot železa. Nadaljne naše raziskave pa so pokazale, da je bakar nekajkrat bolj koroziven od železa. Tako da tudi, če ga je manj, je lahko glavni razlog za razgradnjo. Kar tudi poznamo, namreč zeleno barvilo, zeleni pigment, ki se je v zgodovini uporabljal, tako imenovani verdigris, ki vsebuje bakar, povzroča podobne poškodbe na dokumentih, kot smo jih že poznali od dokumentov, ki vsebujejo železo, taninsko črnilo. Torej, to, kar smo do sedaj vedeli, je kot prvo. Imamo kisline, imamo korozivne železove ione in bakrove ione. Žal pa se je izkazalo, ko smo vse podatke, ki smo jih z dokumentov zbrali, statistično obdelali, ker smo želeli ugotoviti, kaj je tisto glavno, kar vpliva na to, da so eni dokumenti bolj razgrajeni kot drugi, se je izkazalo, da vplivajo predvsem trije faktorji. Če je črnilo kislo, bo papir bolj razgrajen. Če bo črnila veliko, bo bolj razgrajen in, se pravi, če bojo debele črte, in če bo debel papir, bo manj razgrajeno. Dobro, zadnje dva smo pričakovali. To, kar nismo pričakovali, je pa to, da vsebnost kovin in vrsta kovin ni imela nobenega vpliva na razgradnjo. To pa je presenetljivo, saj smo ravno kar rekli, da sta železo in bakar precej korozivna. Zato smo morali vzeti še eno večjo metodo, da bi dobili informacije o tem, ne samo koliko je železa, ampak koliko je železa 2. Namreč, ko smo določali železa za metodo PIXE, smo merili tako železo 2+, kot 3+, s tem, da tisto, ki je korozivno, je pa samo 2+, in to je tudi lahko glavni razlog, morda smo sklepali, da nismo mogli ugotoviti nobenega vpliva vsebnosti kovin. Zato smo porabili metodo, ki je v Sloveniji sicer ni. Namreč sinhrotronov je v Evropi sicer nekaj, tukaj so prikazani tudi tisti, ki jih trenutno še gradijo. In mi smo se odpravili v Daresbury v Angliji. Sinhrotron metoda zgleda približno tako, da imamo vir elektronov, ki se nato pospešijo in nato s pomočjo magnetov krožijo po shranjevalnem obroču, pri tem pa oddajajo X žarke, ki jih mi uporabljamo, v tem primeru X žarke, ki smo jih uporabljali za našo analizo. Lahko tudi žarke kakšne druge valovne dolžine. Človek bi pričakoval, da pri tako veliki aparaturi, da bi imeli nekoliko več prostora za to, da namestimo vzorc, ampak ni tako. Tehnika, ki smo jo uporabili, se imenuje struktura rentgenskih absorpcijskih robov, kot mi je povedal Iztok. In naš rezultat je bil v bistvu zelo zanimiv. Namreč izkazalo se je, da je ta železa plus, ki smo ga mi iskali, ki je koroziven in ki pravzaprav povzroča poškodbe na dokumentih, da je odvisen od pH-ja. Nižji, ko je, več ga imamo. Kar je tudi razlog, zakaj pravzaprav mi v naših statističnih obdelavah podatkov nismo mogli ugotoviti nobene povezave med celokupno vsebnostjo kovin in razgradnjo. Videli pa smo vpliv pH-ja. In v tistem pH-ju ni skrit samo pH, temveč tudi, ni samo vpliv pH-ja, temveč tudi teh korozivnih ionov. To nam je omogočilo, da smo izbrali ustrezne antioksidante, jih vključili v ta naš postopek in izdelali metodo, za katero smo zdaj vložili patent, za stabilizacijo dokumentov, ki vsebujejo železotaninske črnila. In kot vidite, naprimer, tukaj ena polovica modela zdravljice, ki smo ga izdelali na ročnem papirju z železotaninskim črnilom in ga nato pospešeno postarali, je že povsem razgrajen.
medtem ko je druga polovica, ki je šla skozi naš postopek, izgleda še precej dobro. Projekt je financirala Evropska komisija in če se sprašujete, zakaj, Evropska komisija je v preteklosti, predvsem v 5. okvirnem programu, namenila precej sredstev za raziskave v podporo ohranjevanju kulturne dediščine. Poglavitni razlog je, da je turizem v Evropi druga najpomembnejša industrija, takoj za avtomobilsko. In predvsem kulturni turizem Evropi prinese 335 milijard evrov na leto. In prav ta sredstva niso vezana samo na eno državo, ampak so razporejena po celi Evropi, tako naprimer znane lesene cerkve na Norveškem, ta Burgundska cerkev prinese okoli 5 milijonov evrov na leto. Gradovi in opatije v Franciji po ocenah prinesejo okoli 15 milijard evrov prihodkov od tujih turistov. In naprimer razstave Dürerja v Albertini si je v 3 mesecih ogledalo okoli 500 000 ljudi. In prav zaradi tega pravijo, da dejansko tudi kulturna dediščina in te raziskave prispevajo k doseganju naših lizbonskih ciljev. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za zelo zanimivo predavanje. Mogoče zdaj povabim še na kratek razgovor na temo. Čisto začetka bi opozoril, pred nedavnim septembra sem prebral v elektronski verziji revije Nature v bistvu precej tako dramatično vest. Zapisali so namreč, organska kopel bo rešila papir pred razpadanjem in s tem so seveda citirali vaše delo. Zdaj, zanima me, je ta rešitev, ki ste jo vi ponudili, tako rekoč dokončna rešitev ali predstavlja recimo šele začetek raziskav? Mogoče pa še pred odgovorom opozorila, v bistvu ta odmev je bil zelo velik, očitno tudi v splošni javnosti, ne samo med znanstvenimi poznavalci. Tako da se mi zdi, da ste s tem dosegli tudi velik odziv med ljudmi, tako rekoč. Ja, kulturna dediščina ima eno veliko prednost pred nekaterimi drugimi raziskave na področju kulturne dediščine imajo veliko prednost pred nekaterimi drugimi področji, predvsem to, da so ljudem blizu. In da se čutijo navezani na, v bistvu jih prizadane propadajoča kulturna dediščina, na katero so zelo vezani, naprimer v tem primeru risbe Rembrandta, in je zato nekoliko lažje tudi približati te rezultate javnosti. Kar pa se tiče odgovora na to, ali smo s tem rešili veliko svetovno vprašanje, mislim, da smo bistveno bližje rešitvi. To, kar smo lahko v 3 letih v raziskavi naredili, je dejansko prototip. Se pravi, smo zaključili tako rekoč neke predklinične raziskave in nas zdaj čaka še testiranje na bolnikih. Namreč te črnila so mešali ljudje iz sestavin sami doma. To pomeni tudi to, da obstaja več, mi smo zbrali nekaj 100 receptov po različnih evropskih državah. Zato je pomembno, da se dejansko preizkusi, tako kot pri človeškem organizmu, pri zdravilih, je potrebno testirati na številnih ljudeh, da se vidijo dejansko stranski učinki. Tako moramo mi zdaj v naslednjih nekaj letih pregledati vpliv, da ni morda kakšen škodljiv vpliv na kakšne druge sestavine, ki jih pri naših študijah še nismo upoštevali. Seveda, problem je tudi to, rezultate bodo videli generacije čez 200-300 let, če vi nekaj kiksnete zdaj, ne? Ja, čeprav, naprimer, če se zelo kiksne, se vidi hitro. V 60-ih letih so se odločili, zaradi tega, ker je papir in pergament, recimo, nekateri so bili že zelo poškodovani,
Tedaj so bile pa zelo v modi številne plastike. In so raztopili najlon in sprej, v obliki spreja začeli špricati po starih dokumentih. Izkazalo se je, da, tako kot sem prej rekla, celuloza, no pa tudi pergament, so izjemno obstojni materiali v primerjavi s sodobnimi plastikami. In ta najlon, ki so ga špricali, ki so ga nanašali na papir, je bistveno manj obstojen in se je začel luščiti po teh dokumentih. In ker so to izvajali zelo množično, imajo zdaj precejšno število dokumentov, s katerih morajo nekako odstraniti razpokan najlon in je zdaj že po 40 letih to prava katastrofa. No, potem je tu, v bistvu, zelo hitro pride vprašanje sodobnih tehnologij. Ne? Danes, recimo, ste ugotovili, ta papir ne bil primeren, ampak se mi zdi, da danes prevladuje shranjanje informacij na digitalne medije, ali pa celo bi se ponujala rešitev, ali je vredno vse dokumente digitalizirati. Kako je z obstojnostjo tega danes? Kot prvo, digitalizacija dokumentov je zaenkrat precej draga. Nekajkrat dražja je, naprimer, od mikrofilma in še nekajkrat dražja od teh naših tehnik, naprimer, kjer se knjige kar namoči v neko raztopino in se s tem podaljša življenjsko dobo. Prav gotovo pa ima prednost stališča dostopa do informacije. Namreč potem se da informacijo na mrežo in naenkrat je dosegljiva ne samo človeku v knjižnici ali pa arhivu, ampak nasplošno vsem, ki imajo dostop do mreže. Vendar se tukaj pojavlja nekaj težav. Zgoščenke, CD-ji, so bistveno bolj obstojni, naprimer, od magnetnih trokov. In ocena je, da naj bi preživeli vsaj 20 let. Nekateri bolj arhivsko izdelani CD-ji naj bi preživeli 100 let. Vendar pa žal software in hardware verjetno ne bosta ista čez naslednjih 10 let. In predvsem so zdaj prizadevanja svetovne javnosti in velika sredstva namenjena predvsem standardizaciji formatov in meta podatkov, ki opisujejo te podatke, zato da bi se sploh lahko čez nekaj let dejansko še dostopali do digitalnih podatkov. Skratka, rešitev bomo morali iskati še naprej v bodoče, verjetno arhiviranje, brskanje po arhivih CD-jev bo posebna vrsta restauratorstva. No, naprimer, računalniška igrica za ZX Spectrum. No, sej, to poznam. No, ampak mogoče še eno vprašanje v nekoliko drugi smeri. Pri tej predstavitvi smo videli, da je zanimivo, da se treba uporabiti precej sodobne tehnološke metode oziroma raziskovalne tehnike, ki so značilne za visoko znanost. Zdi se, da je v takem primeru pravzaprav zelo hiter korak od visoke znanosti k uporabi v praksi. Zdaj, kako je ta izkušnja pri restauratorstvu? Je ta korak res bližji oziroma se da to hitreje dobiti, kot pri recimo v industrijskih postopkih, kjer vendarle nekaj časa traja, da se uveljavijo novi? Ne, novi postopki v restauratorstvu se uveljavijo zelo počasi in tudi prav je tako, zaradi tega, ker se morajo dejansko narediti obsežne študije na številnih. To je podobno kot zdravili, na številnih dokumentih in tukaj velja, je dobro, da si konzervativen, vsaj kar se mene tiče. Moja izkušnja je... No, ampak jaz sem mislil mogoče v tem, v analizi postopkov, se pravi to, ko se uporablja analitska orodja, kot je bil sinhrotron, recimo, ali pa podobna orodja. Tako je, vse velike infrastrukture, ki so danes na voljo, se uporabljajo za raziskave na področju kulturne dediščine. Nevtroni, tomografija se uporablja za izdelavo, za študijo, recimo zdaj so izdelali obširno študijo rimskih kipov za nevtronsko tomografijo in pomaga raziskovalcem pri validaciji, pri autentikaciji, sploh dejansko, da vidijo, iz česa ti kipi so in ali so originali ali niso in tako dalje. Laserske tehnologije se uporabljajo, holografske, interferometrija in tako naprej, so izjemno uporabne. Problem pri večini teh metod je, da za večino kulturne dediščine jih moramo pripeljati na kraj, kjer kulturna dediščina je.
To s sinhrotronom ne moremo, naprimer. Za številne druge metode pa poskušamo razviti dejansko inštrumente, analitske inštrumente, ki bi nam omogočili predvsem to, da so tudi mobilni. Ne? Namreč še najboljša tehnika nam ne bo kaj dosti pomagala pri analizi stropa v Sikstinski kapeli, če do tja ne more priti. In tudi naš nov projekt, ki ga pa koordinira Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, v tem novem projektu izdelujemo en tak prenosni inštrument za karakterizacijo papirja. No, mogoče, če še za zaključek preideva malo na ta drugo aktivnost, ki sem omenil na začetku, ukvarjaš se predvsem intenzivno s popularizacijo znanosti, pa bi mogoče bilo zanimivo za publiko pokomentirati, recimo, kakšno vlogo ima popularizacija znanosti v današnji družbi, recimo med drugim tudi zato, da bi se mladina bolj odločala za tehnične poklice in študije. Res, da se s tem precej ukvarjam, predvsem zato, ker je to izjemno pomembno. Vsaj jaz mislim, da je izjemno pomembno. In predvsem v Sloveniji tudi zelo nepopularno področje. Znanost se zelo redko zaide na prvo stran dnevnega časopisa, naprimer. Pa je to zelo resen problem. Seveda se tega zaveda cel svet, ne samo v Sloveniji, ker se zavedamo v manjšem obsegu, žal, zaenkrat, pa bomo to spremenili. Namreč v projektih Evropske komisije je to naša pogodbena obveznost. Mi rezultate moramo posredovati tudi javnosti. To od nas zahteva pogodba. To je izjemnega pomena iz večjih vidikov. Kot prvo, te raziskave v veliki meri plačajo davkoplačevalci. In davkoplačevalcem mi dolgujemo poročila o tem, kaj s temi sredstvi naredimo. Od tega prav gotovo je odvisna tudi višina sredstev, ki jo dejansko na to politiki namenijo znanosti. Po drugi strani gre pa točno tudi za to, da če znanosti v medijih in v naši okolici ni, se tudi vedno manj ljudi odloča za znanost. Skupni cilj nas v Evropi pa je, da želimo na znanosti temelječo družbo. In če želimo doseči lizbonske cilje, potrebujemo tudi več raziskovalcev, znatno več, kot jih trenutno imamo. In mladino težko navdušujemo, če pravzaprav znanost v medije sploh ne zaide, oziroma zaide v zelo omejeni količini. Upamo, da tudi današnji prispevek malo spodbudu popularizaciji znanosti. Mogoče čisto za zaključek še vloga, precej denarja se vlaga recimo v znanstvene raziskave, tudi v kulturno dediščino, Evropa v to vlaga. Kako je, mogoče čisto pogled, je ta način, postopek financiranja tega v Evropi se zdi primeren, kaže na to, da bo lahko spodbudil, dal dobre rezultate, ali denar je kakšenkrat tako malo izgubljen? Seveda je tudi izgubljen. Saj v znanosti težko reči, kater projekt bo uspel ali ne. Se pa Evropska komisija zelo prizadeva, da bi bili projekti čim boljš pripravljeni in to celo do te mere, da je te administracije že pri sami pripravi in potem še vse skozi projekt že dejansko tako je na meji sprejemljivega. Evropska komisija zahteva od raziskovalcev, da so razgledani, da vedo, kam Evropska komisija želi. Namreč to je top-down approach, politiki se odločijo, kaj so vrzeli v evropskem razvoju in na osnovi tega razpišejo prioritete. In želijo, da vsi raziskovalci tudi vejo, zakaj delajo raziskovalne projekte, ne samo, da delajo tisto, kar jih pač veseli in kar zanima njih osebno. Zato je pri pripravi projektov pač obsežen del namenjen utemeljevanju in sklicevanju na evropske politike, kar je nekaj povsem novega za raziskovalce. Management in pravzaprav jaz Evropsko komisijo tu zastopim. Če da Evropska komisija milijon ali nekaj milijonov evrov,
je že na nekaj straneh potrebno utemeljiti, na kakšen način se bo projekt vodilo. Hvala zaenkrat, zdaj pa predpustimo še publiki vprašanja. Mene zanima ta eksperimentalni del, kako poteka, ker najbrž ne namakate originalov in poskušate. A to pomeni, da naredite ene sorte kopije in da morate v bistvu poznati do podrobnosti strukturo in sestavo papirja, črnil in podobnih stvari? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Vse uporabljamo od tega. Uporabljamo originale, namreč pri študiji historičnih črnil smo morali najprej pogledati originale, da smo sploh vedeli potem, kakšna črnila ne sami za svoje modele pripravimo. Zato smo morali pač zavarovati naše gradivo in ga poslati na Inštitut Jožef Štefan za tiste nekaj časa. To je precej komplicirano. No, ampak potem dejansko smo na ta način pridobili podatke o tem, kakšna so črnila, izdelali nekaj takih tipičnih in jih nanesli čim bolj ponovljivo na papir, ki smo ga izdelali znotraj projekta. Ena skupina v Louvru so se ukvarjali s tem, da so izdelali papir, ki bi bil čim bližji tem historičnim papirjem. In to je potem nek še obstoječi ročni mlin v Franciji izdelal te papirje. No in potem smo čim bolj ponovljivo poskušali črnila nanesti, namreč pri raziskovanju je pa vse izjemnega pomena, da imamo ponovljive vzorce. In to tu prav ni bilo zelo enostavno. Med drugim smo dokumente na koncu tudi s sitotiskom delali. Sploh, naprimer, ta zdravljica, ki ste jo videli, to je naredil en študent iz grafične visoke šole. Tako da smo na ta način lahko izdelali dovolj ponovljivih vzorcev in da smo lahko naredili, naprimer, celo kinetiko, ki nam je dala odgovor, kako hitro se razgrajujejo vzorci pri sobni temperaturi. Kako se obnašajo restaurirane inkunabule? Imamo tudi tukaj v Gorici, z Vnuka, restaurirane v Vnukovih delavnicah. Večinoma so v dobrem stanju. Večinoma. Inkunabule same nimajo bistvenih težav, kar se papirja tiče. To je bil ročno izdelan papir, po večini klejen želatino. Tisk je na osnovi saj, dispergiranih ponavadi v lanenem olju in to tudi ne poškoduje podlage do te mere, kot naprimer opazimo pri železotaninskih črnilih, tako da so že v osnovi bolj obstojne. Problem pri inkunabulah, zakaj se restaurirajo, je predvsem to, da so vezave zaradi uporabe tako poškodovane, da se jih ne da več brez poškodb na gradivu uporabljati. Zato gre v tem primeru večinoma kot prvo za prevezavo in kot drugo zaradi tega, ker so se toliko časa že uporabljale, so papirji strgani. Poleg tega, če so jih skrivali v kleteh, naprimer, če so bile neprimerno hranjene, so do njih lahko prišle miši ali drugi glodavci ali pa, naprimer, so pričele plesniti. To pa tisto, kar pa poškoduje papir. In v tem primeru se potem dodaja nova vlakna, da se vse skupaj utrdi in večina teh inkunabul je potem dejansko zaščitenih. Ja, se je določen problem, glede plesni ste že povedali. Kaj pa ostale drugi mikroorganizmi, bakterije, pa to kakšen problem predstavljajo pri razpadanju papirja? Tudi predstavljajo problem. Bakterije so povezane, ne vem, če ste kdaj opazili na starejših papirjih, se kakšne pege pojavljajo. Imenujemo jih lisičje pege. To naj bi bilo večinoma jih povzročile bakterije. Ni pa to glavni razlog za, recimo, obsežen propad gradiva. Najlepša hvala, še enkrat predavateljci. Hvala za potrpljenje in pozornost.